Sem Ivan Meh, kandidat za poslanca v Državni zbor. Sem obrtnik z skoraj 30-letno tradicijo, ki se je odločil, da se poda na to spremembo v moji življenjski poti. Kot prvo, naj se malo predstavim, zakaj in kako sem se odločil, da sem naredil ta korak. Moram povedati, da sem se združil z gibanjem Povežimo Slovenijo, zato ker imam, moje mišljenje je, da imajo program, ki je meni blizu in ki vem, da bom ga lahko tudi zagovarjal. V mojem življenju je bilo kar nekaj dobrih in slabih stvari, ampak kljub temu hočem zdaj narediti nekaj za našo to prelepo Mislinjsko dolino. Ko me včasih kdo vpraša, zakaj sem se odločil za ta korak, imam kar nekaj tehtnih razlogov. Kot dolgoletni funkcionar na Obrtni podjetniški zbornici Slovenije, kjer sem trenutno tudi podpredsednik, in pa v Slovenj Gradcu sem predsednik naše območne Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, smo kar z vlado velikokrat sedeli oziroma z poslanci, z svetniškimi skupinami in tudi z vlado in se pogovarjali o zakonih, o predlogih in moram reči, da velikokrat smo bili slišani, nismo bili pa uslišani. In zato je moje mišljenje šlo v to smer, da nujno potrebujemo nekoga, ki bo prišel iz tako rekoč iz garaže v Ljubljano, ki bo ne teoretik, ampak praktik. Teh praktikov po mojem imamo zelo veliko, ki nam pišejo zakone, ljudje, ki nikoli niso bili v gospodarstvu, ljudje, ki tudi niso nikoli prebili ene minute v kaki obratovalnici. Zato mislim, da je čas, da pride tja človek, ki bo to v praksi tudi zagovarjal. In tudi te zakone, kot sem prej omenil, ki smo jih hoteli in ki smo jih na Obrtno-podjetniški zbornici tudi spravili skozi, ampak zelo veliko pa je tega ostalo v samem pred parlamentom, ki ni šlo naprej. Nazadnje anomalija, ki se nam zdaj dogaja, samo da omenim, je zakon v tiskarskih strojih, ki bi naj vsak plačal neki davek oziroma neko pristojbino, zato da lahko imamo tiskarske stroje v naših obratovalnicah. To se mi zdi absurdno in tega ne bi dovolil jaz v nobenem primeru, da plačujemo stvari, ki niso potrebne in nas obremenjujejo. Pa da ne bom preveč govoril o sebi, bi jaz mogoče kar začel govoriti o tem, kje so moja videnja. Slovenija bo močna takrat, ko bo imela močno gospodarstvo. To je prvi pogoj in to jaz mislim, da je edina pot, ki nas vodi do boljšega jutri. To pomeni močno gospodarstvo je takrat, ko bomo imeli v naši dolini ogromno novih firm, ko bomo lahko naše mlade zadržali tu, zadržali jih bomo pa takrat, ko jim bomo ponudili tudi dobro in plačano stimulativno delo. Kar je naloga države, da nam pomaga urediti na področju Mislinjske doline ali pa Koroške, če hočete, da naredimo obrtne cone, da pridobimo nove vlagatelje in da tu na deželi ali pa na podeželju, če tako rečem, bi bil življenje prioriteta, ne pa obveza. In potem bi tudi mladi nekako ostajali tu in bi mi tudi lažje zadržali vse te naše ljudi. No, potrebno je tudi pridobiti nove vlagatelje in to jaz mislim, da imamo kar velike potenciale, ampak naša država je zelo draga glede prispevkov. In seveda je treba tudi tu nekaj razbremeniti, nekaj narediti, da bodo ljudje, naši delavci, imeli več. Zdaj sodobljen bombonček, to je zakon o dohodnini. Moj predlog je tudi bil, da se tudi razbremeni prispevek na plače, kajti smo ena od dražjih v Evropi oziroma v Evropski uniji. Tako sem že rekel, obrtne cone, seveda tudi povezovalna infrastruktura. To je zelo pomembno. Mi dobimo avtocesto čez par let, super, fajn, sem zelo navdušen,
ampak moramo pa poskrbeti, da bomo takoj naredili odvoz, izvoz do Avstrije, da bo naši, oziroma da bo ti tornjaki in vse to, kar bo tukaj se izvozilo iz tega prometa, da bo takoj izginilo iz naše doline oziroma se odpeljalo, ker če ne, bomo se zadušili v plinih in v gužvi, ki nam se tu obeta. Tako je treba zmanjšati debirokratizacijo, ker mislim, da absolutno, da čakaš 2 leti na eno mnenje od Arsa, je absolutno predolgo in to moramo spremeniti, če kjer hoče graditi obratovalnico, mora v 3 mesecih dobiti dovoljenje in začeti z gradnjo. Moramo tudi poskrbeti za naše starostnike, ki jaz mislim, da v Slovenj Gradcu nujno potrebujemo dodatne postelje, dom, ki se bo to razvilo, ker na naša stara leta je treba vsakmu upokojencu dostojno omogočiti njegovo starost. Seveda tudi kulturna dediščina je zelo pomembna in država bi naj pomagala, da se obnovijo mestna jedra. V Slovenj Gradcu imamo kar nekaj stanovanj, ki niso zapuščene, naj se uredijo, naj se dajo subvencije in pa naj naredijo ta stanovanja, naj se oddajo tem mladim, ki bi naj tu ostali. Športni centri, zelo pomembno, nucamo nujno malo večjo halo, vrtce, šole, tudi tu moramo nekaj narediti, da bomo imeli, jaz ne bom rekel, da morajo biti vrtci zastonj, morajo biti pač za vsakega dostopni, ko se rodi otrok, mora tudi starš vedeti, da jutri lahko nekoga da v vrstvo. In seveda tu so še pa kmetje, razvoj podeželja, za njih pa v tej koroni sem tudi uvidel, da pač je res samooskrba zelo potrebna in zato podpiram tudi to, da se kmetom pač da subvencije, da se jim omogoči, sploh gorskim kmetijam, mladim, da ostanejo na kmetiji in država je dolžna, da poskrbi za vse te, ki bojo želeli obratovati, plus tega pa, da tudi imamo mi neko samooskrbo, da v primeru, kot je bil zdaj, ko smo šli po eno žemljo, da bomo lahko tudi doma kaj si spekli. Zdaj bi jaz zaključil, rad bi povedal samo 3 stvari, da jaz se bom trudil za vsakega človeka posebej, za dobro gospodarstvo, za čisto okolje, kulturo in pa šport, koliko bo moli moči. Ne morem pa obljubiti, da bom nekaj naredil, če bom sam. Zato nujno potrebujem vaš glas in tudi kasneje vašo pomoč. Jaz bom uvedel svetniško pisarno, kjer bo možno vse vaše predloge, da se napišejo in da jih tudi potem iznesemo v Ljubljani. Nikakor ne bom odločal sam v dolini, kjer živi dosti ljudi in ki si želimo lepega, mirnega in čistega okolja. Lep pozdrav in prosim, če mi namenite svoj glas.